Ok, se pravi, inštalirali smo si našo veliko temo. To bo verjetno najbolj pomemben video, ki ga boste pogledali. Želim v bistvu eno pomembno razliko narediti. Večina WordPress tem je v nekem specifičnem dizajnu, v neki obliki, ki je že vnaprej narejena. Se pravi, imamo take fonte, imamo tako postavitev, skratka, ni da ni. Zdaj, to temo, ki smo si jo mi izbrali, bo pa ena izredno pomembna drugačna stvar. To temo bolj poskusite razumeti tako kot recimo Photoshop ali pa InDesign. Se pravi, gre za orodje, v katerem lahko naredite vse to. Se pravi, vse to, kar trenutno gledamo, so dizajni, ki so narejeni za to temo. Se pravi, praktično kakršenkoli dizajn si zamislite, bo ga mogoče narediti. Mislim, zelo malo je takih stvari, ki jih ne bi bilo mogoče zelo enostavno narediti. Se pravi, katerakoli postavitev elementov, katerakoli levo, desno, gor, dol, kakšne barve, kakšen izgled, kakšna tipografija, kakšne slike, vse to lahko naredimo z Divi urejevalnikom. In zdaj, ne samo to, vse te teme, ki jih zdaj gledamo, gre za trenutno 2 novi, vsak teden prideta ven, trenutno jih je 145 in vseh teh 145 tem lahko snamete in uporabljate. In vseh teh 145 tem, ne samo, da jih lahko uporabljate, vsaka od teh tem ima tudi različne dizajne podstrani. Se pravi, imamo glavno stran, imamo neke kontaktne strani, vse to lahko dobite. Vse, kar moramo narediti, je v bistvu, da v nastavitve od teme vpišemo uporabniško ime in geslo, ki sem vam ga dal v mailu, v chatu. Se pravi, katerakoli od teh strani ima potem dizajne posameznih podstrani. Tako da res lahko naredimo točno to, kar bi si recimo želeli. Če želite recimo pogledati, kaj je na voljo, ta spletna stran je na voljo na elegantthemes.com poševnica layouts. Se pravi elegantthemes.com in potem greste tukaj na Divi in pa na layouts library. In tukaj lahko teh 145 pekov, v bistvu gre za pakete, zato ker vsaka od teh paketov ima potem svojo podstran in vse te podstrani si lahko recimo, če si želimo recimo naučiti, kako so pa naredili to, kako je prijatelj to, je to najbolj enostavna zadevščina, da pridemo do tega. Zdaj, ta prva stvar, ki jo bomo naredili, potem, ko bomo namestili to temo. Se pravi, temo namestimo še enkrat. Gremo tukaj v Appearance in pa Themes. Potem kliknete tukaj na Add New in pa Upload Theme. In tukaj izberete divi.zip in kliknete na Install Now. Počakate, da se zadevščina prenese in namesti in pa potem kliknete na Activate. Se pravi, ko zdaj bo tema in na vašem računalniku, torej na vašem računalniku, če imate svoj strežnik na računalniku ali pa na vaši spletni strani. Se pravi, skopirana in aktivirana, kar pomeni, da je vaša spletna stran že z tem izgledom. Tako da, če si recimo jaz pogledam mojo novo spletno stran,
ne, ima že dizajn, ne, že lahko vidim, da imam tukaj divi, da imam tukaj neke menije, da imam tukaj na desni strani sidebar in pa da imam dve novici, ki sem jih naredil. Zdaj, ta prva stvar, ki jo bomo naredili, je, da bomo šli tukaj v divi in pa theme options. Tukaj bomo šli v zavihek updates in tukaj boste dali uporabniško ime in geslo, ki sem vam ga dal, oziroma uporabniško ime in pa API key, ki je tista žlogodravščina dolga. Kaj boste dobili od tega? Ne? Se pravi, to je moja naročnina, ki jo lahko uporabljate, ki vam bo omogočila dostop do vseh teh 145 paketov dizajna in pa dostop do vseh posodobitev. Zato, ker ta tema bo vedno, dokler imam jaz aktivno naročnino, kar bo seveda še kar dolgo časa, ker je to moja priljubljen način dela na spletnih strani, zato ker pač tako kot res InDesign ali Photoshop lahko naredim karkoli hočem. Točno tako, kot hočem, tako bo stvar izgledala. Se pravi, vsa nova funkcionalnost, ki bo prišla, imate vedno dostop, da posodobite na najnovejšo verzijo. Spet ponavljam, najnovejšo verzijo vsega, prosim, posodabljajte svojo spletno stran. Posodabljajte WordPress, posodabljajte vtičnike in posodabljajte temo. Vedno pridejo neke varnostne zakrpanja, neki security patchi. Ravno prejšnji teden so recimo oni sami v pregledu svoje kode recimo ugotovili, da pač je potencial, da če bi nek uporabnik, se pravi že nek registriran uporabnik, bi lahko potencialno nekaj naredil s kodo. Se pravi, gre za praktično nično, mislim, zelo majhno možnost, da bi se to zgodilo. Se pravi, pač mora biti registriran uporabnik, mora imeti dostop do strani in mora biti avtor ali pa višji, se pravi više dostopne in bi lahko mogoče neko kodo. Seveda so to najdeli, so popravili in zdaj imamo recimo najnovejšo verzijo. Tako da ta lepota, tako kot sem rekel, naročnine je to, da ima ta firma, kjer pač ta naročnina teče, nek cash flow. Torej pomeni, da oni vejo, da bo 10,000 uporabnikov, če karikiram, bo vsako leto plačalo toliko pa toliko denarja. Se pravi, oni točno vejo, da bo vsako leto prišlo do njih toliko pa toliko denarja in imajo budget, da pač delajo in nove stvari in da delajo, krpajo razne luknje. Zdaj pa druga stvar, bi pa se vrnil tukaj nazaj na zavihek General. In sicer tukaj bi rad nekaj stvari vam pokazal. Ta prva je tale, Color Pickers Default Palette. Se pravi, kadarkoli bomo mi želeli z neko barvo delati, imamo tukaj shranjenih 8 barv, ki jih lahko vedno dobimo. Se pravi, če imam jaz neko celostno grafično podobo, kjer imam te številke, super, lahko kadarkoli, vedno imam gumbek in lahko samo kliknem na gumbek in vedno imam to isto barvo. Mimogrede, če bi si želeli recimo izbrati barvo, jaz sem zdaj recimo odprl tole stvar v Photoshopu, kamorkoli kliknem na tole sliko, imam tukaj spodaj tisto številkico, ki jo je najlažje označiti. Se pravi, to je 16 številka, ki je ta ista barva, ista barva v HSB, ista barva v RGB, ista barva v CMYK, skratka,
tale številka, ne, če si jo recimo jaz zdaj želim skopirati, bom šel nazaj v mojo spletno stran. Zdaj jaz si recimo vedno pustim črno pa belo normalno, ne, tako da pač črna pa bela, če želim vedno priti nazaj, da ne rabim pač iskati, ne. In tukajle bom zamenjal tole številko v ta novo številko, ne, in imam zdaj to barvo shranjeno. In vedno, ko bom želel recimo priti do te barve, ne, imam najenostavnejšo možnost, vedno samo kliknem in jo imam. Druga stvar, ki bi jo rad vklopil, je tale Enable Divi Gallery. Ne, se pravi, kadarkoli bom želel imeti WordPress galerijo, ne, v tekst modulu, ne, mi bo zamenjalo v Divi galerijo, ki se bo odprla, ne, tako zelo lepo se odpre slikca čez cel zaslon. Če je več slik v galeriji, lahko pa z levo pa desno, oziroma na telefonu ali pa na tablici lahko poswipam levo pa desno in imam to možnost. Zdaj, večina ostalih stvari nam ni tako zelo pomembna. Mogoče, če boste želeli zemljevide od Google, ne, je tukaj API key, ki si ga dodate noter. Je pa ena stvar, zdaj, večina teh stvari, ki jih jaz zdaj preskakujem, bomo šli v urejevalniku samem skozi, zato ker urejevalnik je v zadnji verziji, v zadnji ta veliki verziji, dobil tako dramatične spremembe, da je vse to možno v samem urejevalniku delati. Ampak želel bi vam tole, ne, Google Fonts Subsets. To si jaz vedno vključim. Gre pa za to, da Google fonti, ne, se pravi tiste fonte, ki jih dobite na fonts.google.com, tukaj, ne, se vam recimo splača, če ne drugega, zaradi tega, da malo vidite, kaj je na voljo, ne. Tudi tukajle lahko nekaj vpišete, nekaj, ne. In zdaj, ne, če bi jaz želel, č je na primer, ne, vedno tisti problem, ki je v vseh tipografijah, ne. Večinoma š, evo ga, ne, se pravi lato ga nima, ne. Š večinoma imajo tipografije, ne, č zelo malo, ne. Tako da, ne, če imate neko spletno stran, ki bo v slovenskem jeziku, se vam absolutno splača malo pohecati, ne, pogledati tukaj in, ne, narediti nek custom tekst, ki vključuje vse fonte, tako da vidite, če tipografija vključuje ta znakec, ne, č ali ne, ne. Da ne pride potem do res komičnih rezultatov, ne, kot recimo tole, ne, cute font, žal nima, ne. In pa še ena stvar, če recimo želite, to je pač čisto tako kot opcija, ne, ko uporabnik začne scrollati po vaši strani, ne, se lahko po neki specifični točki pojavi gumbek back to top spodaj desno, kjer lahko uporabnik pač avtomatsko ga vrže nazaj gor, ne, to je pač čisto tako, no, kot ena možnost. In ne pozabiti, ne, se pravi tukaj shraniti sprememb. Mimogrede, ne, čist iz stališča optimizacije spletne strani in pa hitrosti, ne, JavaScript in CSS file on tema sama že minimizira in jih stisne, tako da je hitrost dostopa do teh stvari dosti večja za končnega uporabnika. Se pravi, kliknil bom na Save Changes, toliko da shranim, se pravi, imam tele stvari v Updates in imam tele stvari tukajle noter. Zdaj pa še ena stvar, če ste slučajno pozabili, ne, če imate slučajno še vedno Gutenbergov urejevalnik aktiven, si ga lahko znotraj Divija že sami izklopimo. In sicer imamo tukajle v zavihku Builder in pa potem Advanced, imamo tale Enable Classic
Editor. Ne. Se pravi, Enable Classic Editor je tista stvar, ki bo izklopila Gutenbergov urejevalnik, zaradi tega, ker je Divi 1000krat boljši. Gutenberg še vsaj 2 leti ne bo na isti ravni kvalitete, kot je Divi. In pa tale Product Tour si bom izklopil. Ta Product Tour je na začetku vsakič, ko začnete znova, vas bo vprašal, a želite začeti znova, a želite nek pre-made layout odpreti, a želite to, ne, mislim, toliko enega cajta boste prihranili, če si tole izklopite, zato ker pač mislim, ne vem, kdo se je to spomnil, seveda pač verjetno za uporabnika, ki bo prvič prišel na stran, mu to malo pomaga, ampak krčen matiček. No. Tako da še enkrat bom kliknil na Save Changes in to so vse naše nastavitve na strani. Zdaj pa, če imate, ne, mogoče, samo takole, da vam pokažem, ne, če imate na svoji spletni strani že tole ikonco, tale ikonca je tako imenovani site icon, ne, dajmo iti v Appearance in pa Customize. Večina teh opcij, ki sem jih včasih za te teme razlagal, je zdaj direktno noter v samem urejevalniku, tako da ne bomo šli kaj veliko skozi, ampak pojdimo tukaj v General Settings in pa Site Identity. Ne. Se pravi, tukaj imam jaz naslov in pa podnaslov moje spletne strani in pa tukaj imam Site Icon. Ne. Se pravi, ta Site Icon, teh 512x512 pikslov, skupaj z transparenco, če jo želite recimo imeti, ne, se pravi, tukaj si jaz izberem, da želim imeti, naprimer, da želim imeti recimo ikonico, ne, se pravi, ta ikonica se bo zdaj pojavila tukaj, ne, v zavihku moje spletne strani, tako da lahko, ne, mislim, pač to je seveda ena izmed. Definitivno, zakaj pa ne, če že nam to omogoča, dajmo si to noter. Mimogrede tele bele barve ne bo, ne, zato ker tudi tukaj lahko vidimo tale PNG, ta črna barva je transparenca, ne, se pravi, če v Photoshopu naredimo, ne, nek dokument, ki bo imel transparenco, naprimer, ne, se pravi, to vse je transparenca in če zdaj tole shranim kot PNG, ne, bo vidno samo ta krog. Ne. Torej, mogoče še nekaj zelo stvari na hitro. Veliko večino teh stvari bomo preskočili, zato ker jih lahko delamo direktno v urejevalniku dosti enostavnejše in lažje. Ampak tale, ne, Website Content Width, tukaj, če si želite malenkost pomanjšati ali pa povečati širino svoje strani, se pravi maksimalno širino svoje strani, lahko to naredite tukaj. In pa tukaj si lahko spremenite tako imenovani Theme Accent Color, ne, se pravi ena barva, ki se pojavi v naši temi kar tako, ne, nekje se pojavlja, ne, in pač to je ta možnost, ne, mimogrede, ne. Zdaj, ko sem kliknil na tale Current Color oziroma Select Color, tretja barva po vrsti je tista barva, ki sem si jo izbral, ne. Se pravi, vedno lahko pridem do te barve, tako da kliknem na njo, ne rabim si je vedno zapomniti, vedno jo imam kot pač eno izmed možnosti. Zdaj pa, ne, če kaj poznate Photoshopov barvni urejevalnik, Photoshopov barvni urejevalnik je malenkost drugačen, ne. Se pravi, tukaj imamo mi Hue je horizontalna dimenzija in pa Brightness je vertikalna dimenzija, tretja dimenzija je pa Saturation, ne. Se pravi, če bi recimo si jaz izbral tukajle iskalnik za barve, ne, je to v bistvu tole, ne. Se
pravi, če grem jaz tukaj na saturation, imam zdaj, horizontalno imam hue, se pravi barvno kolo, vertikalno imam svetlost in pa tukaj tretjo dimenzijo imam, koliko je barva nasičena. In pa v divju imamo še eno ekstra možnost in sicer to je transparenca. Se pravi, koliko zelo je ta barva vidna. Zato, ker mi se lahko igramo in lahko rečemo, imam recimo belo, potem imam pa en element, ki je črn, ampak je recimo samo pol toliko. In se bosta seveda prekrivala. Tako da lahko zelo, zelo zanimive, zelo lepe rezultate zelo hitro dobimo z uporabo še opcije za transparenco. In pa tukaj pri header and body font, če, se pravi spet vam polagam na srce, pejte fonts.google.com, dajte si izbrati tipografijo, ki bo najbližje vašemu dizajnu na spletni strani. Tukaj lahko nekaj osnovnih možnosti za tipografijo si nastavimo. Se pravi, kako je tipografija za besedilo in pa kako je tipografija za naslove. Se pravi header font in pa body font in pa body text color in pa header text color. Se pravi, tukaj si lahko default številke oziroma barve definiramo od naših naslovov in pa od našega teksta. In pa tukaj si lahko definiramo, kakšna je barva povezav, ki jih imamo na spletni strani. Vse te stvari lahko potem v posameznem modulu seveda spreminjamo v urejevalniku, ampak samo toliko. Se pravi, tukaj lahko tudi recimo si povečamo in pomanjšamo font besedila, si recimo povečamo in pomanjšamo razmak med vrsticami, povečamo in pomanjšamo naslove, mogoče tudi koliko zelo je prostora med pisavami in pa če recimo želimo imeti še krepko podčrtano karkoli že. Ne pozabiti, ko boste vse te možnosti si shranili, ne pozabiti klikniti tukaj na Publish. Se pravi, preden kliknete na Publish, te stvari ne bodo shranjene in ne bodo točno, se pravi, ne bodo za uporabo. Mislim, da tudi, če kliknem na X, mi reče, changes you made will be lost, če greš stran. Kliknem na Cancel in bom kliknil na Publish, tako da si te spremembe shranim. In zdaj lahko zaprem. In imam recimo te spremembe, ki sem jih naredil, se pravi velikost tipografije tukaj, tudi tale, theme accent color, ki sem si ga definiral, je zdaj recimo viden v tem sekundarnem meniju, ki ga imam zgoraj, tako da imamo nekaj osnovnih stvari. Zdaj pa pojdimo po globoko spoznati naš novi urejevalnik.